Na 8. seji bi morali zaslišati Jureta Jankovića, ki se je opravičil, za to zaslišanje ni bilo opravljeno. Smo se pa v zvezi s tem in glede na opravičilo, ki smo ga prejeli od odvetniške družbe Čeferin dan prej, torej 2. novembra ob 5. popoldne, ko ni več delovni dan, oziroma tudi v Državnem zboru ni več to možno, torej pisati v program in obvestiti o tem ostale poslance, smo to opravičilo prejeli šele zjutraj pred sejo komisije, 15 minut pred sejo. Na seji so poslanci izpostavili, kolikokrat se lahko nekdo opraviči, zakon o kazenskem postopku tega ne predvideva. Je pa bilo izpostavljeno strani enega od poslancev, da bi v primeru, da prihaja do izmikanja zaslišanju, sprejeli sklep o tem, da pozovemo pristojno sodišče, da odredi, da se priča privede silo oziroma s prisilno privedbo. Po zaključku seje smo sprejeli zaenkrat samo sklep, da bomo ponovno povabili pričo Jureta Jankovića na zaslišanje in se za ta ukrep prisilne privedbe odločili, vkolikor bi se ponovno opravičil. Sejo smo potem prekinili in nadaljevali z 11. sejo, na kateri smo zaslišali mestnega svetnika v prejšnjem sklicu in tudi v novem Mihoja Zbinška. Želeli smo preveriti nekatere navedbe, ki jih je v zvezi z sprejemanjem OPN-ja in IPN-ja Mestne občine Ljubljana podal tako župan Zoran Janković, kot tudi oba ministra, torej minister Židan za kmetijstvo in pa minister Roko Žarnič, in pač njihovo vključenost v te postopke oziroma v dajanje soglasij in podobno. Gospod Jazbinšek je povedal, da so svetniki praktično nekaterih dokumentov, ki bi jih za svoje odločanje morali videti pred odločanjem, niso niti videli, niti bili seznanjeni s pripombami, niti bili seznanjeni z pozitivnimi ali negativnimi soglasji. Torej, na vpogled so jih sicer, lahko so si šli pogledati, vendar niso bili o njih obveščeni tako, kot bi morali biti, torej, da bi vsi prejeli. Navedel je tudi, da niso imeli pred sabo vseh kart, zemljevidov, tistih stvari, torej področji, ki so sestavni del prostorskega plana oziroma odloka o izvedbenem planu Mestne občine Ljubljana. Povedal je tudi nekaj drugih stvari v zvezi s pričanji tako ministra Žarniča kot ministra Židana, predvsem pa predstavnikov Mestne občine Ljubljana, recimo direktorja direktorata za urbanizem gospoda Gajška, potem podžupana Koželja, ki je pripravljal vizijo 2025 in nekaterih drugih. Zdaj bomo na podlagi teh navedb, ki jih je podal, v nadaljevanju se odločili, kako ali bomo soočili priče, ker se pač izjave razlikujejo, ali bomo na kakšen drug način ukrepali. Na zaprtem delu seje smo pa potem sprejeli še nekaj sklepov. In sicer najprej smo odobrili plačilo oziroma sprejeli sklep o plačilu cenilcu Bradaču, ki je pripravil cenitveno poročilo za območje Barje oziroma območje Jesenkovo. Če vas spomnim, mi smo glede na navedbe župana Jankovića, koliko je to zemljišče vredno, in njegovega sina Damjana Jankovića, želeli preveriti, ali to drži njihove ocene, in smo najeli cenilca, ki je preveril, koliko je vrednost teh zemljišč po prejšnjem IPN-ju in koliko se vrednost zemljišč spremeni po novem IPN-ju. Mi smo prišli do kar velike razlike, do 21 milijonov evrov, čeprav očitno smo bili še preskromni, kajti Elekta je podpisala predpogodbo za prodajo za 32 milijonov za to zemljišče.
To je bil prvi sklep. Drugi sklep je bil, da bo preiskovalna komisija zahtevala od pristojnega sodišča, da odredi prisilno privedbo Jureta Jankovića. Namreč v času od začetka seje smo preverili opravičilo, ki nam je bilo posredovano. In v opravičilu, ki ste ga nekateri tudi dobili, je odvetnik Čeferin navajal, da se seje preiskovalne komisije Jure Janković ne more udeležiti zaradi službene poti v Cerih in v Moskvo. Temu je priložil letalsko karto za Moskvo za 5. november in vsled tega smo ocenili, da je bilo neudeležba na včerajšnji seji neupravičena. In zato tudi sprejeli sklep z večino glasov, da se Jureta Jankovića prisilno privede. In tretji sklep, ki smo ga sprejeli, glede na to, da se v mnogih poslih in v mnogih zadevah, ki jih preiskujemo, pojavlja Hypo Alpe Adria Bank, smo predlagali oziroma sprejeli sklep, da se povežemo s preiskovalno komisijo Koroškega deželnega parlamenta v zadevi Hypo Alpe Adria Bank, ki preiskuje, in da pač vidimo, ali je na katerih področjih možno sodelovati, oziroma da vkolikor je to možno, seveda tudi po naši zakonodaji lahko izmenjamo podatke in usklajujemo preiskovalna dejanja v zadevah, kjer pač obstaja sum vpletenosti nosilcev javnih pooblastil v korupcijo in klientelizem. Mi imamo za naslednji teden predvideno naslednjo sejo, kjer naj bi bili zaslišani Aleš Seliškar, Klemen Šešok in mislim, da gospod Pišler. Bomo počakali, kaj je bilo takrat, glede na izkušnje pa najbrž lahko pričakujemo spet kakšno opravičilo, namreč za prejšnjo sejo sta se oba opravičila z isto odvetniško družbo. Prisilno privedbo bomo pa okvirno oziroma sodišču smo predlagali, da se to zgodi pa 25. novembra ob 9. uri, ko bi nadaljevali oziroma sploh izvedli zaslišanje Jureta Jankovića.